Živijo, jaz sem Matevž Kropivnik in delam v podjetju Kropel gozdarstvo. Vse ali pa nič, koš bo eno furo hodil. Imamo disk. Danes bomo pa delali na delovišču, kjer smo z bagrom šipali klena ene jevše po meji. Matevž obvlada tole gozdarsko prikolico in zato gremo danes z njemu, da bomo pokazali, kako se stvar streže, pa da tudi pove kakšno prigodo. Vse skupaj nam je pa zorganiziral zastopnik Farmi Foresta Marko Laščanc. Farmi Forest gozdarska prikolica finskega imena estonske proizvodnje. Tole je večja izvedba prikolice, profesionalna, 12 ton ima nosilnost, 15 ton skupne teže, opremljena je pa z dvigalom 8,5 metrov dosega, z dvojnim teleskopom. Zavijalna ruda z dvema cilindroma, Sunfab oziroma Parker batna črpalka. Vse prikolice, ki so opremljene z pumpo, imajo rezervoar olja, 100-litrni, opcijsko, v večini primerov se vzame na velikih prikolicah, tudi hladilnik olja. Tam ima zračne bremze, prednja kolesa imajo samo bremze, zadnja kolesa imajo tudi pogon. Pogon je Black Brujnov. Ta recimo že slaba 2 leta dela vsak dan praktično profesionalno. Prikolica ima ogromno ur, ker vozi na dolge fure. Stvar ni narejena za gledati, stvar je narejena za delati. In to Matevž dobro ve, tako da najboljš, da kar sam še malo pove. Pa sem to nastavil na Radio Butast. Največje pogoje dela po čem devaš, kva devaš, a ne da je hlode furaš, a veje furaš, a ne s tem vejem se si do te stavlja na pizdarija, pa te fukne ven ročico, pa te fukne ven, pa dobro, to je spotoma, ne zadaneš, to samo naroden. Če so prekratke ta dol letejo, pa spušaš, imaš vse na sran, če so predolge, jih je skladati kot težko, no dobro, danes smo imeli dober teren, ki bo na odprtem za skladati, a ne. S hlodom pa tudi kakor je, ne, če ni ravna roba, imaš vse s karventom pa križem kražem na vuže. Ne moreš parijet, ne moreš poštosati, najbolj fajn je, če je vse glih tako, kakor more biti. Poj pa še malo vreme te zjeba kakšen kat, kot malo zabrskaš, kot te malo odnese, pa se malo kajlaš. Zato pa poj tudi okoli pade, a ne. Da je treba kitne gorda tako, ki je malo pomrznen, glih fajn, da te še v parkle zmrzne orang. Ampak ja, sej se kar da. Zmeraj treba ene 2 nazaj dati, pa tako sem delal, tudi takrat prekucneš, je treba dajmo vprih 2 sekunde poštatirati, pa s pametjo in to je. Pa se pa mrzki da narediti, no. Del ugmajen je precej nepredvidljiv. Teren je razgiban, strm, masten, vse prej kaj idealen in nesrečam se je težko izogniti. Daleč od tega, da je Matevž edini, ki je obrnil prikolico. Ja, zahvaliti se ni, ampak sem jo, ja. Tisti trenutek je malo bolj čudno, ampak ki enkrat na bok se 2 sekunde majhne pohval počohaš, se pomoč pa rešiti, zato ki je treba napraviti, a ne, tako da sem jo prekucnil, ja, tudi polhno pa tudi prazno že vsakom krat. Glih toliko, da je bo majhno na znanje vzeti, da je pa to probam majhno ven spušati. Kako pa že po koncu postavil z staco? Ja, enkrat sem jo staco, ampak to je bilo še prej, ker sem mu še priklop navaden na bolcen, ki je pa kogel priklop pa to trgal vse skupaj. Kar dan trgal, pa tam na priklopa, na bum gorje, na varovalka odleteva. Ti se bo malo bolj čudno pobrati, eno sem mogel dan po bagar, pa enega kolega, da me je zvitlo prišel majhno pomagati. Pa smo rešili, no. Sej ponavadi se vse reši, sej pravim, samo majhno moraš počakati pa malo zadihati. Drugače pa čim manj tega, ker se pozna konc dneva, če kar prekuciješ pa bomaš. S takmu traktorjem, s tako prikolico pa s to opremo je storilnost ogromna. Tako da takrat, ko to laufa, to kubika letejo. Tudi glede udobja, v teli kombinaciji ne rab nič ven hoditi, elektrokomande, za cokol obrne pa naklada. Pa razklada. Sploh danes je minus 5 nekaj taga, pa tak pusto vreme, letano kabin.
Vozil je z Valtro, 4-cilindrc N175. Dajmo še malo prikolico pogledati. Od zadnje imamo LED, gibljive luči, obstaja varianta tudi sklopnih, ampak nekako se pri farmi Forestu kar poslužujemo gibljivih. Imajo svoje prednosti, svoje slabosti, vsak po svoje. 100 ljudi, 100 čudi. 100 žena, 200 sisa. V tem primeru podaljška nimamo, podaljša se za nekih 70-80 cm. Pri vejah je to super zadeva, pri hlodih, glede na to, da prikolic nekaj strašno ne preverjajo, je vse ok, vse da, vse to gre. Osem pa pol metrov dosega, klešče 163 cm odpiranja, rotator 5-tonski v tem primeru, na 4 metrih dvigalo dvigne okrog tono 300. Se pravi, na koncu težko rečem, ampak dajmo reči, za zihar nekih 600-700 kg. Dvigalo ima že LED luči opremljene na sebi. Komandni blok je v tem primeru full elektro, se pravi, imamo mini joystike v traktorju. V večini primerov pridejo komande obešene na zobato letvo, razen v full elektro varianti se ponavadi odločajo za navrh. Če voziš po zahtevnih terenih, če se prikolica slučajno prevrne, načeloma je dosti dobro zaščiteno, se ne poškoduje nič. So komande bolj varne tu, definitivno, ampak tu ovirajo pogled, gor ga ne. Če vzajemo servo, hidravlično predkrmiljenje z proporcionalnimi ventili, imamo ponavadi stojišče, so pa komande dosti lahke, da jih vladamo tudi v traktor. XYZ varianta so ponavadi kar na stojišču. Prikolica je opremljena tudi z Black Brewing pogonom. Tu ima preklopni ventil, ko noter pride daljinček, pritisneš, preklopi olje na komandni blok od pogona in začne delati pogon, dvigalo se vstavi. Se pravi, istočasno z enemu in drugemu delati ne moremo. Strings je v samem dvigalu v večini primerov, v prikolici je v večini primerov Domex, je tudi nekaj stringsa noter. Alo? Pa moram zdaj jaz te prije za eno furo vejo odpeljati. Ja, raj, tande, ja. Vse ali pa nič, ko boš po eno furo hodil. Čak ima ideje. Ja, kovnem klaka norc, čez tela veje. In? Ne, bi lahko saj vozil, da jih moš ti. Aj bolj zmrznen. Ja. Jaz sem pa včeraj klasen že pelal, ne dvakrat ven zvečer, pa me brskal. Ampak sem videl, sem pozabil se 4 vklopati, da se to mora biti. Ja, ma ne, se jem ukro, sem pa raj jedel. Avto je fertik danes. Zdaj, Kubiko, ima to še za podsekati, pa smo tekli. Ni bilo 5 minut, pa je priletel še Kopač s svojo kombinacijo. Posta pa res žgava. Stari, kakšna metla, se predstavljaš, da bi šel to po cest? Spotoma iz gmajne priletel še oven. Ti imaš pa tola tok čisto, da ne bi nič dival. Ja, lej. Tle so zaključili, zdaj se pa prestavljajo na drug teren. Sabo bodo pa tudi pripeljali eno zvorino, v tem pa v enem drugem videu.
Se kje prehodišče, kje zebe, kako je? Ja, danes sem se že rajtal še ta najbolj, ko sem mogel veniti 10krat vmes, drugače pa nič, je klej čist fletno, zjutraj štartam pa zvečer dan pridem. Dala me zebe, pa sem scahan. Animalce. Ja, ni, v traktorja not, edin za scat grem ven. Ja. Zjutraj se najem, poj pa to do, mislim, če sem pa še tisto kobaso, ne dvakrat vmes malo šalsnem, drugače pa podjevan, štorije naraben. Sej ja nimaš gor, mislim, v breg gor. Je pa tudi neumno, da so zdaj z mene nekam vozil, kje do gostilna jes ali pa dam, tist škatlo z boj nabašem pa. To, ja. Vmes je Matevž dobil tudi klic, da mora eno hlodovino peljati na deponijo, zato je mogel tle prekinati, pa zamenjati delovišče. Matevž je nosko do kratka, tam je pa zabunkan čez zimsko, ampak vse tako je, je mraz. Ne bom ga trmenga izklopiš, da imaš pa joystick, imaš pa klešek, tam imaš pa teleskop. Aha. Nisem bil navajen, ko ponovadi sem bil na zice, pa se pa zraven sukal. Kaj sem nas tabrat delal? Ja, ponovadi nas tabrat. Ti si pa čist druga, ja. In ne, se že znaš, Že navajen, že vladam. Najbolj je to smešno, ker jaz si tako vsako rundo, ko s prikolico divam, imam eno drugo prikolico v rokah. In zadnjo sem eno na stopalke in je to spet čist kontra. Ja, pa to itak en cajt rabaš, da se navač volk. Pa se kar gre, če ne drugega me saj ne zime ne. Ena me je ostala, lih ena. Nekaj me heca. Celo prikolico prej zložil v 5 minutah, pa se pa za eno špriklo še zajebavam 5 minut. Ko ostale video gledamo, pa govorimo o precej nalovdan 12-tonsk prikolc. Kaj pa za kakšnega bolj hobi kmeta ali pa kaj takega, ne vem, 6 ton, od kje se to gre? To je to, pa gremo pa nazaj. Štartamo pri 7-tonski prikolci. 7 ton nosilnosti, 9, 11, to so vse enocevne prikolce. 12 je dvocevna, pole pa še 13, katera je spet enocevna. Dvigala imamo od 6,3 metra dosega, pa vse do 9, zdaj odvisno od potrebe strank. Recimo na 9-tonsko prikolco, bomo temu rekli, za nekega povprečnega uporabnika. Najbolj funkcionalna zadeva, lahko damo 6,95 m dvigalo ali 7,20 m. Eno ali drugo je nekako se pokazalo za najbolj uporabno. Pa tako, kot sem rekel, to so enocevne prikolce. V večini primerov je premik tandema tudi možen, da ga premikamo naprej in nazaj zaradi obremenitve na traktor. Pri 7-tonski prikolci tega možno ni, je samo tandem pomaknjen na normalno dolžino, da še zmeri 4-metrskih lodi pritiskajo na traktor. Sicer za traktor je tam 50-60 konjev, ker recimo 9-tonka se pogovarjamo nekako 80 do 100, odvisno od uporabnika, odvisno od dvigala, pole pa 11-tonka, katera je relativno široka že zadeva, je že dost profi stvar. Je pa recimo mnogo lažje 11-tonka od 12-tonke, se kar enih 500 kg pozna razlike. A zaradi šasije? Tako, ja, ker je nujna šasija. Pri samemu volumnu pa ne zgubimo bistveno. Ampak je še zmeraj prikolca dost tam 110, 120, 130 konjev traktor. Nekak 100 ne bo pelala tako, ko bi si... Razumeš, ni tako. Zdaj, če imamo široke ceste, čist se eno, ampak strogo uporabno, da gledamo, da je nekako traktor kompatibilen za prikolico, je pa mogoče prikolica malenkost prevelika za 100-konjski traktor.
Prej smo ga dojce, da mi Ja. zgodbo poje. Ja, to je, kako naj dam primerjavo. Dojce je drugač dober stroj, to je macola, to je ga ostal nič, pa nič napiska, pa nič na počaka. To je, da je malo bolj moderno vse, ampak je tudi to, ki je moderno, tudi moderno delaš. Nekaj dojc je šel na pas mater, on je kar sprpel, je vlekel, ni počakal. Kla pa tudi ne počaka, tisk pa vleče, pa tako vleče, da lepo vleče, ne se nič ne zaganaš, pa nič, mislim, to je stroj, ki je nenadomestljiv za mojo to dejavnost, z prikolico tako, kot jo imam, je v piko. Dojc je majhen, z letom že upešal, tako da ga ni bo več za matra toliko, no, zato sem se za novo odločil, pa ni nič žal, pa tudi dojca imam, da je še umnje, pa da je za bolj ta fletne dela, malo vitlo gon, pa malo prvitlaven znemo, pa bagar selen, za ti se pa dober še senior. Zdaj, ki je glih sajt razpisov, pa vsega ostalega, pogon imamo samo BB5. BB4 pri Farmi Forestu na vso žalost ne moremo gor dati. Ampak BB5 pa še na 11, 12 ali 13 tonsko prikolico. Razpisi so veni, razpisi so do 12. aprila ali nekaj takega, dan gor dol. Za lastnike gozdov je pomembno to, da imajo dost gozda, izobrazba oziroma starost. Za same SP kot take so pogoji malenkost bolj oštri, ampak še zmeraj nekako bomo temu rekli znosni. Zdaj pri meni lahko dobite za razpise, oziroma lahko dobiš za razpise gozdarsko prikolico. Normalno zaradi točk mora biti biorazgradljivo olje noter, pa pogon, v večini primerov. Da se dobiti gozdarski mulčar, mlin za sekance, da se dobiti tudi prikolico za naklad hlodovine, tudi varianta. Drugač pa pri meni lahko dobiš tudi tigel, razrezovalnike slame oziroma trosilnike slame, kakorkoli. Imajo tudi mašine za raztros gnoja oziroma trosilnike, da temu reči. Recimo balt, rotros, rotatorje in vse ostale zadeve, rezervne dele za gozdarske prikolice in tako naprej. Noč, jaz mislim, Marko, da ne bolje gremo še malo divati, da ne bomo sam tle stali. To je bilo dobro, ker je mrzlo, Ja. po pas. No, sem v širek zjutraj štartal, v glavnem sem dal pa rajtam odsprit na kolo tošela, ne. To okoli traktorja hitro letim, ti smo pogledat, je vse sorte to po noč, ampak je bo kar v redu, zato ker sem po noč pozna jeno, pa zjutraj malo štartal in delam cel dan, 15 ur sem žgal, takrat zvečer dan pridem malo čez 10. Pizdarija, vse bo sam tošelna, ne, ki jede, ne. In vedel sem, kje mora biti, ali od traktorja, ali pa je tam pred traktorjem, zato cel dan nisem šel s traktorjem, čist nič. Tako da ja, sem šel po izvočem gledat, in ni hoditi, če ne bi tošelna iskal, ga ne bi najdel. Takla flek je bil včeraj, ne spogledal, ampak je kurba list ketnan čez. Štofelj spogledal, tudi čez te glavne kartice, tiste, ki je rabo usaden, rad sem tako vse brezvezne, ampak čez bančno, pa čez tiste, sem mu poj prav podnarite, da sem mu kaj sploh nalil, ker to je enkapene nafte. Dobro jutro, dober dan, gospod direktor. Ob 10 dopolne, spet dobro jutro. Ja, le, nikdar ne znaš, kdaj se kdo zbudi. Ja, pri tebi je kar sigurno, kadar se te kliče. Rabim brenzo odzad na link, pa podku sem skrivil, pa servis bo treba narediti. Že pred 25 uram. Dobro, pa moramo pa to hitro zrihtati. Grem v akcijo takoj, da to čim prej dobiš, da to čim prej rešimo. Može? Ja, to bilo odlično, ja. Živijo, Matevž, paket imam zate. Živijo? Ja, vrhunsko hrani, evo. No, hvala lepa. Hvala tebi. Ja, nič. Dam pa šraubat. Gremo na Bahalme! Na terenu sploh nas lija prikolica velika, ker jo daš pa enkrat v garažo, je pa polna garaža. Bremze moramo zamenjati, ne? A jaz sem mislil, da une bremze. Ne, te bremze na rotatorju, da to klešče po rotator ne opleta toliko. Veš kaj je, pri gozdarskih, traktorskih dvigalih, ne, so klešče relativno lahke, relativno majhne. In bremze pridejo zelo prav. Veš, pol je pa treba matico dol, pa ležajček, ne, da to ne pritisne preveč, ne glih se ga vmazati. Znaš, to uno, ki je včeraj Gold Express pripeljal, ne? Če bo treba, bomo pol z dvigalom že dvignili.
To je vse varstvo pri delu, je ključnega pomena. Se pravi, imamo enkrat pakno, ne? Pa imamo disk, pa še drugo pakno. Ne? Bolj ko stiskaš, bolj klešče drži. Če pride gor preveč olja, je kar rabi cajt. Rabi cajt, da olje spuca ven. No? Veš, to imaš potkav, to boš rabu. Mislim, da so. Imaš pri Estoncih to nikar ne znaš kaj pošljajo. Ne? Imaš je kakva flaža noter, pa ne znamo, da je. Čaj me spolnido. Vanec si ga prepraviš. V tem primeru, da temu reči, disk pride na en šrov, oziroma vijak, pakne pridejo na drugi vijak. Hop, preveč, gol. Hop, vidiš spodnji disk dol, zgornje pakne gor, nič na silo, samo večje kladivo. Zategnili bomo bolj, ne? Evo. To bomo malenkost hitrejše naredili. Moramo samo paziti, da nam kak rotator pa klešče ne padejo na noge. To je dosti pomembna zadeva, znaš? Pol ni najbolj fino. Ja. Kaj je peka za špasa, levo, stojejo. Pridi zadeva. To je to, opa, malenkost. Pustimo. Se vstavijo. Se ne premaknejo več iznad, ne? To je učinek bremze. Tako, dan se zaključuje. Če v kakšnega prikolca zanimala, se obrnite na Laščanca. Če bo kdo kaj manj zrihtal, se obrnite na Kropeljna. Da bo pa kaj še kaj taga posnel, pojte pa še malo na bobnar7.si. Jaz mislim, da je dober ratov.